Sedaj pa takole. Prišel je trenutek resnice. Spet vsi, ki gledate intervju, ker vemo, da vam je zanimiv, sedaj nam bo Andrej Čuš povedal pred vesoljno Slovenijo interne informacije, ki jih želim zvedeti z njega osebno. Ali člani katerekoli politične stranke, se zavedamo, ne samo ene, ločijo med praškom za pecivo, sodo bikarbono ali kokainom? Po moje ne. Jaz sem imel eno zgodbo v srednji šoli, ko smo se hecali, pa bil en zelo inteligenten tip in smo pri psihologiji imeli efekt placebo in smo mu dali kos kartona, češ da je LSD. In ko je on to pojedel, je bil zadet. Kartona ni ločil od tako imenovanega tripa, tako da to še en val, ki ga je ta napad na tebe sprožil, da se ljudje posmehujejo, da lahko res nekaterim slovenskim fanatikom pecilni prašek prodaš kot mamilo in so poknjeni vsi po vrsti. Jaz, če povem čisto pravice, jaz bi se tudi zahvalil mojemu bivšemu šefu, ne. Ker jaz zdaj za fašenk na Ptuj ne bom upal jest ptujskih krofov, ne. Ker me bo strah, da bo kje kak SDS-ovec pa me bo z belim prahom oziroma pač cukrom pod nosom hotel slikati, tako da mogoče pa kako kilo zgubil. Ja, rekli so, da Čuš debelo laže. Ja, sem mogoče malo sem debel, ne, samo lažem pa se ne, tako da to je to. Tako da, spoštovana publika, če se že zadevate, se zadevajte vsaj pravilno, ne pa s placebi. Ali pa boljše s placebi. To je dokaz več, da je vse v glavi.